Pravijo, da je oslepeti kar tako iznenada, kot bi padel v morje mleka. Ali pa, da je svetloba črna kot noč. Brez severa, brez juga, brez širine, brez dolžine, brez globine. Če pa zdaj zaprem oči, isto vidim kot prej. Lahko bi imela kar zaprte oči. Da spiva s knjigami, mu ni všeč. Pospravi kup za mojim hrbtom, nekje pri nogah ostane še ena. Gudrnja, že prej pa me je hotel s pritajenim glasom prepričati, da sem zbujena. Z vitim gležnjem rine knjigo spodaj na rob postelje v špranjico med posteljo in steno. To kar nekaj časa traja. Nato veliko bolj potihem ugotovi, da zdaj veliko lažje premika svojo poškodovano nogo in da ga zvin sploh ne boli več tako zelo. Ne morem več tako trdno spati. Premišljujem, da je verjetno moj najboljši prijatelj. Knjiga je po 3 dneh še vedno zataknjena med posteljo in radiator ob steni, noga pa ga skoraj ne boli več. Imam prijatelja, ki pokliče, da bi mi razložil neko precej kompleksno situacijo. Da je slikal leteče veverice, kako pristajajo na letalonosilki, in spoznal, da lahko vsakdo kritizira le samega sebe. Pozabim ga spomniti, da je kritika lahko recimo zgodbica o teh letečih vevericah. In te leteče veverice v pristanku zajahajo modrega dirkača. Ali palčka smuka. No, rekla bi na to še kakšno v duhu časa. O aktivizma željnih in sploh ne umetnosti. Umetnosti je lahko aktivizem in aktivizmu, ki ni umetnost sama po sebi. Na letalonosilko bi medtem mogoče naslikal slepega bobra, ki mu zelo počasi rastejo krila. Imam tudi prijatelja, ki vedno razlaga, da nima časa, potem pa kljub temu skupaj preživiva celo popoldne pa še večer. In akcija. Imela sem prijateljico, ki me ni čisto razumela. Ja, ta je tole. Pa se je kljub temu želela, da bi jo jaz potrebovala. Potem ni razumela, da potrebujem jaz nekaj časa zase.
Imam prijatelja, ki je v Bruslju. Ko je bil še tu, sva gledala filme z njegovim očetom. In film je gledala glas. Kot bi spremljala neko resnično življenje, ki postaja še bolj resnično, če o njem razpravlja in govori. Sprašuje se recimo o opcijah, kako bi se tale zdaj tamle rešila skozi okno kopalnice, ali kdo je v tej situaciji sploh še njen prijatelj. Dela plane in rešuje probleme namesto žrtev v kriminalkah. No, filme sva zato drugo jutro gledala še enkrat. Takrat sem spoznala, da je gledam precej na drugačen način kot on, čeprav jih on razume drugače kot njegov oče. Napišem mu kdaj kak mail. Z naslovom filma v subjektu. Prepričana sem, da bi ga gledal zvečer pa še zjutraj, če bi imel čas. Iz Bruslja pa ni odgovora. Imam prijateljico, ki je moja sestra. Ona bo šla plesati nekoliko nižje od Bruslja. Do tja je 5 ur z avtom, ali pa 6. Odvisno, kakšno je vreme ali pa gužva na cesti. Sestrina prijateljica je sestra od prijatelja, ki pleše v Bruslju. Ta ni plesalka in verjetno se bova kdaj še srečali v Ljubljani. Sestra je zadnjič po tistem, ko sva jo peljala v Zagreb na audicijo. Medtem sva včasih pošlupila 2 kavi, vsak ene čevapčiče, iz nuje po prebijeno času sem dodala en časopis, pa še en časopis, pa še eno kavo, pa še ene čevapčiče. Prečesala sem park nasproti Dinama, okoli Dinama, Dinamo. Sem na to googlala, dokler ni poklicala, da je končala. Potem je sedla zadaj v avto in čez nekaj časa rekla: Ne vem, če bom sprejeta. Iščejo znanje iz klasičnega baleta. Rekli so, da mora to napisati dopombo, da ga obvladam preveč, da bo v sodobnem sem pa vrlo dobra. Kasneje, ko smo bili že doma, skoraj zadržala solze. Nisem tako prepričana, če mi je to življenje skočilo. Je rekla. Najbolj ljudje snimajo statistike, ki so snimali najbolj strani v Beteljico. Jaz sem že... Ja, ja. Če bi bilo v 8.